Mariborčan Robert Kereži, ki je med 29. novembrom in 6. decembrom lanskega leta premagal 250-kilometrsko tekaško odisejado po Perujski puščavi, je še vedno poln vtisov. Puščava mu je namreč spremenila pogled na svet. Spoznanje ob tem, da so ljudje, ki živijo skupaj, dihajo 7 dni v puščavi, dosti bolj smo se ti ljudje čutili, bili povezani, smo živeli v neki harmoniji. V bistvu ni bilo neke primerjave, nekdo je direktor, nekdo je, ne vem, hišnik. V bistvu se o teh stvareh sploh ni razpravljalo in govorilo. Tja smo prišli kot ljudje, ki radi tečemo in tudi nismo tekmovali drug z drugim, ampak smo vsi prišli v bistvu na tekmo samim sabo, preizkušati neke svoje lastne meje zdržljivosti. Vsekakor pa tak podvig terja kopico priprav. Sama priprava nanj bi mi vzela mogoče ene dobro 2 do 3 mesece usmerjenih priprav, da pa se človeško telo dovolj zregenerira, pa mogoče tudi kakšen mesec ali 2, ker mišice so najhitreje zregenerirane, gre pa seveda potem za obnovitev sklepov, vezi, teh delov, ki niso tako okrvavljeni in je tu seveda bistveno daljša regeneracija in pa seveda hormonsko ravnovesje in vse ostalo. Tako da bi rekel vse skupaj mogoče slabega pol leta. Kereži se je pred tekom ukvarjal s cestnim kolesarstvom, zato s programom priprav na maraton ni imel težav. Veliko več časa je moral posvetiti logističnim težavam, ki se pojavljajo pri samooskrbnih maratonih, kot je perujski Des Sables. Vso opremo, ki jo rabiš za 7 dni, ki si v puščavi, moraš tovoriti s sabo. To pomeni tudi hrano, kje boš kuhal, potem gorilnik, te gorljive kocke, podlaga, na kateri boš ležal. In skratka, moj nahrbtnik je tehtal pred samim štartom 12,8 kg brez vode. Kljub dobri fizični pripravljenosti in sodobni tekaški opremi, namenjeni ekstremnim puščavskim razmeram, bi se Kereži ob vnovičnem podvigu zadeve lotil nekoliko drugače. Če bi zdaj ponovil, bi šel v Peru en teden prej, da bi v bistvu lahko tam se aklimatiziral, da bi lahko tudi tekel, da bi to podlago na pesku tudi malo začutil, kako gre, ker mi je ogromno energije mi je vzelo to potovanje. 250-kilometrska odisejada po čudoviti naravi in dih jemajočih vedutah velikokrat ponuja trenutke navdiha. In tudi vsi mi tekači, ko smo prišli na morje, to je bilo, ne vem, vriskanja, skakanja, pa še ena taka strmina je šla dol do morja. V bistvu, in to se mi zdi, da je bil en takšen najbolj za mene, pa za marsikoga drugega, tudi en takšen najbolj navdihujoč, fascinanten trenutek, ko si iz puščave po 4 dneh prišel k temu morju. Po drugi strani pa so ultramaratoni predvsem dolgi trenutki samote, ki so lahko ob slabi mentalni pripravljenosti tudi usodni. Spomnim se, da sem imel zadnjih 7 kilometrov pred ciljem eno res hudo krizo, po noči je bilo in teh 7 kilometrov se spomnim, da sem si vsaj 2 kilometra zamišljal, kot da grem z svojim najmlajšim sinom na pot v šolo, tukaj v Mariboru, da ga primem za roko in sem si tiste korake nekako do šole štel, da se z njim pogovarjal. V bistvu glavo moraš preklopiti v neke misli, da se ne ukvarja sama s sabo, kaj se tukaj s tabo zdaj dogaja v tem trenutku, zakaj te vse boli, zakaj sploh vztrajati in tako naprej. Vsekakor pa Kerežija takšne stvari ne bodo ustavile, saj že kuje plane za prihodnost, ki zajemajo ultramaraton na Mont Blanc, pa v Maroku in švicarskih Alpah, madžarski ultramaraton in seveda želi še enkrat ponoviti perujski Des Sables.